V mesecu oktobru v vseh članicah Evropske unije poteka širša akcija ozaveščanja o spletnih grožnjah. To je Evropski mesec kibervarnosti. Slovenija že 5. leto zapored sodeluje s programom Varni na internetu, ki ga koordinira nacionalni odzivni center SICERT. Ves mesec bodo opozarjali na najpogostejše goljufije, ki ciljajo na slovenske spletne uporabnike. Ob začetku akcije so na tiskovni konferenci predstavili nekaj najpogostejših spletnih prevar. Prevaranti ponujajo vse mogoče, od tehnike do najrazličnejših storitev. Posebej previdni pa bodite, če se odločite za nakup zdravil ali prehranskih dopolnil. Posledice so lahko precej hude za vaše zdravje. Se pa izkaže, da kupijo zdravilo, ki mogoče sploh nima nobene zdravilne učinkovine. Včasih se zgodi, da je ta učinkovina v prenizki koncentraciji, včasih se zgodi, da je koncentracija učinkovine previsoka ali pa zelo niha. Najbolj nevarno pa je, da se v takem zdravilu pojavi učinkovina, ki je nedovoljena za uporabo v zdravilih. Ljudje zelo radi nasedajo tudi kakšnim oglasnim sporočilom, ki ponujajo naravna zdravila, naravne izdelke, vendar se dostikrat ob analizah izkaže, da ta naravna zdravila vsebujejo tudi dodane učinkovine in bi torej morale biti na trgu kot zdravila z dovoljenjem za promet. S strani Agencije za zdravila vedno opozarjamo, da načeloma so nakupi preko spleta varni, če se izvajajo preko preverjene lekarne. In tudi pri nas imamo že lekarne, ki ponujajo tudi spletno naročanje zdravil, tako da v tem primeru ste na varni strani, taka lekarna tudi ponudi ustrezno svetovanje. Glede ponudbe tehničnih pripomočkov pa bodite pozorni, če je cena zelo ugodna in če se vam zdi, da je ponudba predobra, da bi bila resnična. Dober primer goljufije je naprava, ki naj bi privarčevala porabo električne energije v vašem domu. Proizvod stane malo manj kot 40 evrov, dejansko pa s nakupom tega proizvoda zapraviš 40 evrov, prihraniš pa nič, kajti to ne deluje. Druga stvar pa je, kljub temu, da je bilo obljubljeno, da je možnost vračila, 100% garancija, ni možno vračilo, proizvajalec je iz Amerike, se pravi, kjer naša jurisdikcija, naša roka pravice ne doseže. To je le en primer spletne prevare. Če ste glede katerega koli izdelka v dvomih, obiščite spletno stran Tržnega inšpektorata. Ta na svojih spletnih straneh potrošnike obvešča tudi o aktualnih ponudbah izdelkov prevarantov. Z naši spletni strani, tako imenovani rotator, se vrti novička, slikco proizvoda in obveščamo potrošnike, bodite pozorni, ne nasedajte. Tržni inšpektorat še opozarja, da ko nek proizvod ali storitev od prevarantov kupite, skorajda ni možnosti, da bi denar dobili nazaj. Primerov spletnih prevar pa je še veliko več. Zdaj, če govorimo splošno o incidentih na omrežju, od kraj gesel do oškodovanj pri spletnih nakupih, letos projekcija kaže, da bomo obravnavali 2200 incidentov oziroma tam nekje okrog na podlagi 4500 prijav. Tako da 1/3 je teh spletnih goljufij, ostalo so pa še vedno te, rečemo temu, tehnični napadi, se pravi hekanje, vdori v strežnike, različni virusi, s katerimi se ljudje okužijo na internetu. Večina nas verjetno spada med tisto prvo tretjino, nakupovanje prek spleta. Zato moramo biti pozorni predvsem na naslednje znake. Prvi znak je cena. Če je cena polovična ali pa je znižanje 70%, potem je to zelo velik rdeči semafor. To je znak, da se takoj ustavimo. Vsak lahko pogleda, kdaj je bila domena registrirana, navodila, kako se to naredi, imamo na spletni strani varninainternetu.si. Če pa še niste sigurni, se pa lahko na nas obrnete info@varninainternetu.si in bomo pogledali in vam svetovali, ali se splača nakupovati tukaj ali je boljše v bistvu iti v neko legalno trgovino. Če povzamemo nasvete,
Bodite pozorni, še posebej, če kupujete prehranske dodatke in zdravila. Tukaj je tveganje največje. Če iščete ugoden nakup oblek, nakita, strojev in drugih tehničnih pripomočkov, bodite pozorni na prenizke cene in predobre obljube. Za vsak primer pa se pred nakupom pozanimajte na spletnih naslovih, ki jih vidite izpisane na zaslonu.